Ja, hvala lepa in komplimenti organizatorju za tak interdisciplinarni pristop in seveda bogato vsebino, ki imamo priliko videti na razstavi in pa seveda danes tukaj ob cenjenih predstavitvah. Sam bi k navedemu danes dodal nekaj svojih, bi rekel, malenkosti, pa vendar mislim, da se dosti dobro navezuje na povedano od mojih predhodnikov, če posebej izpostavim profesor Koželja, pa zadnjo prezentacijo lokalno oziroma mestne ureditve v zelo konkretnem okolju in pa potem državne, ki pa so tako ali drugače na stiku oceana in celine in največje recimo evropske reke, ki gre v ocean, to je Rena in vsem stisk in priložnosti, ki iz tega izhajajo. Gre za veliko več kot samo ureditve, ki upoštevajo neke nacionalne sektorske rešitve, ampak zahtevajo širši pogled na seveda problem ali rešitev. Zato sem svojo predstavitev takole strukturiral v 3 točke, regionalni pristop, kaj to je, infrastruktura in pa nekaj primerov. Zelo na hitro, ker vem, da je kava čaka in da smo nekoliko čez čas, pa vendar, zakaj regionalni pristop, ker tisti, ki smo nekoliko starejši, vemo, da je to bilo nekoč orodje, ko se je problem pogledalo širše, celovito širšo sliko in da se je razumelo regijo kot funkcijsko zaokroženo enoto, kjer si mogel pogledati, kako je stvarjo, kaj načrtuješ in kaj bo tista načrtovana ureditev prinesla. Funkcijske enote kot take smo razumeli in so še danes to porečja, povodja in tudi morja oziroma morska območja, če hočete skladno tudi z evropsko direktivo, pa še veliko prej z zdravo pametjo, ki je nekoč bila tudi v teh geografskih širinah. Zakaj zelena infrastruktura in ta novorek? Kaj je to, kje je to, kako se to dela in zakaj? Jaz mislim, da že z današnjega, pravzaprav mojih predhodnikov smo to videli zelo dobro. Prejle smo slišali nekaj minut nazaj o mangrovah v delti Rena. A je to mangrova, ki se reče rast, je vegetacija, ali je to recimo delovanje fizičnih in bioloških procesov za to, da imamo neke koristi ljudje, ki živimo ob reki oziroma morju, obali in jih ne smemo tako ali drugače prezreti, še manj pa uničiti zato, ker izgubimo varnost, ker izgubimo naravne vire, tudi pitno vodo, ali pa postanemo ogroženi od te vode, je seveda stvar pristopa. In to je dobilo ime v zadnjih 5 letih v evropskih dokumentih in regulativi zelena infrastruktura, ki mora biti prav tako skrbno načrtovana kot tako imenovana konvencionalna ali siva infrastruktura, pod katero razumemo ceste, železnice, stavbe in ostalo infrastrukturo. Odgovori na to so recimo po moje zelo preprosti. Regionalni pristop naj prepozna in upošteva dominantne naravne značilnosti, kakorkoli rečemo, prostora, pokrajine, regije. Naj jih seveda prepozna in upošteva. To je kar težko. Prepoznati še ne pomeni upoštevati in najprej prepoznati je tudi kar težava danes, kljub vsem gisom, ali pa prav zaradi tega. To je mogoče za diskusijo. Drugi odgovor. Kaj je zelena infrastruktura in kaj nudi? Vse tisto, kar je tako rekoč zastonj, pa vendar najbolj pomembno in izjemno drago, kot tega zmanjka oziroma je tako ali drugače zastrupljeno ali pa tako ali drugače neuporabno. Skratka, naravni viri, po starem voda, les, hrana in ekosistemske storitve, tisto, kar nam omogoča, da se voda čisti, da smo varni pred vodo in da so seveda
z eno besedo živimo v zdravem in regenerativnem okolju. Zakaj sektorski pristop in siva infrastruktura? Zato, ker ima, po moje, pač ta pristop sektorski vodi v te razvojne konflikte, ki smo jim priča, ki smo jih nenazadnje občutimo in ki smo jih nenazadnje tudi nekaj videli, imajo pa tudi rešitve. Ampak bistvo je, da prepoznamo, da gre za nekaj ravni, tako na lokalni ravni ti konflikti, ki lahko preidejo meddržavne in seveda globalni, kot smo slišali, se bojijo kolegi na Nizozemskem tudi velikih, še bolj drastičnih napovedi, kot izhajajo iz nekih prizanesljivih ali pa celo, bi rekel, nasmeškov, da podnebne spremembe vendarle niso nekaj, kar bi veljalo namenjati pozornost zares. Skratka, regionalni pristop ali videti širše ni zgodba, ki se je zgodila kar tako iz nekega dolgo časa evropskih birokratov, ampak je pravzaprav zanimivo vedeti, da je se zgodila od spodaj navzgor zaradi stiske držav, ker niso mogla več same reševati problemov. Prva se je zgodila tako strategija ob Baltiku, ker so dolga leta, da ne rečem desetletja, vlagali v rešitve, pa se nacionalno niso mogli kaj pomagati ne z izboljšanjem stanja morja, ki umira, in tudi z seveda vsemi drugimi fizičnimi procesi, ki so povezani z valovanji, če hočete, kar ste videli zdaj na Nizozemskem in na drugi strani ogroženostjo skopna, delovanjem rek. Skratka, povodje Baltika se je odločilo, da nastopi skupaj in preko Evropskega parlamenta sprejelo baltsko strategijo, ki jo je Evropska komisija potem potrdila in omogočila državam finančne vire, da izvajajo. Sledila je strategija za Podonavje, z podobnega razloga, ko so si bolj napredne države ali pa bolj osveščene, bom rekel, tega zavedle. Tu je bila vodilna Avstrija, pa tudi Nemčija, tudi če smo odkriti malo zaradi slabe vesti, zaradi dolvodnega stanja Črnega morja in s tem povezanih pritiskov in onesnaževanj, ki jih je dolgoletna industrija prezanesla, in seveda s ciljem povezanega in pa bolj učinkovitega ravnanja držav v skupnem porečju za bolj varno in zdravo okolje. No, potem je sledila jadransko-jonska strategija, tudi od spodaj navzgor z veliko aktivnostjo Italije, ki je tukaj pač dominantno znana država in jaz mislim, da v tem primeru nič narobe, in pa potem še zadnja alpska strategija. Skratka, strategije, ker so se v stiski države zavedale, da ne morejo več same obvladovati problemov, s katerimi se soočajo, oziroma jih bi skupaj lahko reševale bolje, bolj učinkovito. Regionalno, samo za vtis, Podonavje in v tem okviru tudi porečje Save. Tukaj smo na nek način ponosni, da smo to tudi prepoznali na subregionalni ravni, ker se bolj približamo problemu, ki ga upravljamo v bistvi reki, in seveda teritorialna dimenzija. Zdaj pa bom probal samo v naslednjih korakih se majčkeno povezati tisto, kar nam je ušlo iz te širše slike, sobivanja ob skupnem morju, skupni regiji. In tole je tako ali drugače slika, da živimo in delimo vse dobro in tudi slabo s sosednjimi državami ob skupnih vodnih telesih, ki jih Slovenci nekoliko teže, ne vem zakaj, zaradi tradicije ali česa drugega, prepoznavamo, zaznavamo in ukrepamo. Recimo porečje Pada in vse, kar izhaja iz njega, iz najbolj industrijsko razvitega dela Italije, seveda se tako ali drugače pozna tudi med drugim v kakovosti najbolj severnega dela Jadrana, ki je najbolj plitev, najbolj ranljiv, in tako ali drugače dobimo, čezmejno, hoteli ali ne, tudi vso to, recimo, dobrobiti, recimo, razvoja klasične sive infrastrukture v naš skupen morsko okolje in obalno, recimo, kvaliteto.
Te ekosistemske storitve in viri se seveda tako ali drugače nahajajo v tem skupnem našem morju. Po evropski zakonodaji tega se ne zavedamo, ne? Mi smo na nek način skeptiki in še neka birokratska ovira, ta Evropa in direktive, ampak nudi nam čisto vse priložnosti, možnosti in obveznosti, da kot država sodelujemo pri načrtovanju rabe Jadrana. Rabe Jadrana kot skupnega upravljavskega telesa, ekosistema oziroma ekološkega ekoregije Jadrana po Evropski morski direktivi pri načrtovanju rab, kamor sodi tudi ribištvo. Koliko se tega zavedamo in koliko tega izvajamo, je seveda naš problem. Ali pa priložnost. No? Ampak tukaj je slika enega jutra v Anconi, je takole, a ne, ko si na borzo pripeljajo ladice, zgleda takole, kaj ostane, ne, navzgor, pa ko se zgodi še prelov v srednjem Jadranu, recimo na tuno, ne, vseh, pa dobimo recimo Tržaški zaliv z tistim, kar ostane. Zato med drugim je bila tudi ali pa smo zelo aktivni, sam sem koordinator tretjega stebra, okoljskega stebra Jonsko-jadranske strategije s temi 3 prioritetami, na katere razvijamo projekte, ki so v teku. Kako jih razvijamo, mogoče v diskusiji in zakaj, tako z veseljem, ampak bistvo je, da smo prepoznali skupaj, ne, te 3 glavne vsebine, za katere je potrebno razviti čezmejne projekte. Nova dimenzija razmišljanja, ki sega seveda po definiciji preko nekih upravnih meja, bodisi lokalnih, državnih, ne, v prostor, ki se mu reče ekoregija Jadran. Takole smo narisali zelo, bi rekel, naivno ali pa površno, ali pa optimistično, na kaj vse bi mogli paziti na recimo terestičnem delu in na morju, tako imenovanih modrih koridorjih, ki omogočajo življenje. Zelo lepo je sta oba avtorja, pa tudi seveda Lučka pokazala, kaj so te biodiverziteta, ki omogoča ali razno živost življenju na kopnem, ekosistemski pristop, a ne, ali pa dobro ekološko stanje, ki je osnova za kakovost življenja, tako na morju kot na kopnem. Ki pa kaj ne in kaj ćemo s tem zdaj, to ne bi prepoznalo prostorsko načrtovanje kot vsebine, ki ne smejo biti sfragmentirane ali pa še naprej zatajevane in tako ali drugače, ker to vodi v konflikte. Mi smo nekako uspeli, ne vem, ne, po nekih konstelacijah, pa vendar, da smo povedali, da imamo mi seveda zelo pomemben koridor zeleni, ki vodi tudi po izgledu, funkciji in definiciji, ki povezuje Alpe in Jadran, to je Soča, in s tem 2 makroregionalni strategiji in na to želimo uporabljati kot izhodišča za načrtovanje razvoja oziroma trajnostne rabe naravnih virov, za to, da stanje ohranimo ali pa kjer se da tudi izboljšamo. Na nek način smo prepričali tudi s tem pristopom in na ta način, kjer je recimo Tržaški zaliv in prav na slovenskem delu, kjer se stikajo 3 evropske makroregije, ki so biološko, ne, seveda izjemno pomembne, Alpe, Dinaridi s Krasom in pa Jadran, ugotovili in povedali, da je največja biodiverziteta ne samo v Jadranu, ampak tudi v Mediteranu, ampak da je seveda tako ali drugače ogrožena zaradi vsega, kar se dogaja s kopna in na morju, zaradi gospodarskih dejavnosti, ki so načrtovane po sivo, za sivo infrastrukturo, za logiko sivega tako ali drugače pristopa in ga želimo tako ali drugače soočiti z pač. No, in da skrajšam, po vseh teh kar mučnih in intenzivnih pogajanj, sem zelo vesel, da lahko pred 10 dnevi je bil potrjen projekt za
na Vipavi, čezmejni projekt za revitalizacijo Vipave, za zeleno infrastrukturalnimi ureditvami in Soče za 3 milijoni evri, kar je za začetek kar v redu, ne, bi rekel, narekovajo. Skratka, premiki so, prepričali smo tudi za tem, da to povezujemo z ureditvami na obali, ker sproščamo prostor ali pa osvobajamo obalo iz cestišča v neke bolj celovite rabe za ljudi, ki upoštevajo te principe, in naprej upamo, da čim prej tudi na morju, kjer je seveda izjemen pritisk iz naslova povečevanja seveda transporta na morju in vseh drugih dejavnosti, ki so tako ali drugače, imajo merljive, žal tudi negativne učinke na obalni in morski ekosistem in s tem kakovost življenja ali pa razvojne, če hočete, priložnosti. Kako in zakaj je to ta sektorski pristop, ki sicer sam po sebi, ki smo mu priča poudarjeno v zadnjem desetletju ali pa desetletjih, ki je res strukturiran in tako ali drugače sektorsko naravnan, reguliran, mogoče overreguliran ali pa kakorkoli, ampak njegov bistven problem je, da dela iluzijo, da je vse v redu, ampak ravno to, da je tak, kot je, zadeve fragmentira in jih ne vidi v povezavi in zaradi tega bolj kot koristen je verjetno škodljiv, kar nam dokazujejo žal številni primeri. No, in to je profil na recimo tistem, kar nas zelo zanima, kako od rižanskega recimo zajetja pa do oskrbe z vodo na obali in vsi ekosistemi, ki so vmes, do recimo tudi ribolova in zdravih ribjih jat, kako to funkcionira poenostavljeno ali pa naj bi funkcioniralo in da to je nemogoče menedžirati, če se zadeve med seboj ne povežejo. Povezano delovanje, sodelovanje kot ključ, da se režimi izidejo v sektorsko zasnovani zakonodaji, ki se jo v praksi ali pa v naravi ne da izvajati, če ni zdrave pameti oziroma če ni zelo enostavno z eno besedo sodelovanja. Tega se ne da kupiti. To je ali pa ni. In če ga ni, so konflikti oziroma če je sodelovanje, so režimi, ki so izvedljivi in so rešitve. No, jaz bom zaključil v bistvu z eno zgodbo na Muri, ki je bila prejšnji teden predstavljena na Evropski konferenci kot primer dobre prakse. Slovenija, Avstrija iz popolnoma degradiranega reke pred 30 leti, še pred 20 domala, je zdaj v najboljšem stanju, vključno z izvedenimi ukrepi, zelo podobnimi, kot so jih predstavili kolegi v spodnjem delu reki, več prostora, zopet sediment oziroma ki lahko polni strugo, ki se je znižala zaradi erozijskega delovanja, zaradi hidroelektrarn v avstrijskem toku in recimo je definitivno zdaj razglašen na reki biosferni rezervat Drava, Mura, Donava. Kot edini rezervat z 5 državami v UNESCO zgodbi. Skratka, razvoj na boljše, ampak za diskusijo zopet. Tukaj je v spodnjem delu na slovensko-avstrijski meji prosta tok z ureditvijo to na avstrijski strani, ampak gorvodno je pa vsa Mura v stopnicah hidroelektrarn in zadnji prostor, ki obstaja, je samo v mestnem jedru, kjer gradijo prav zdaj zadnjo stopnjo, ki bo res vse v stopnicah in bo seveda po avstrijskem recimo interpretaciji sonaravna. Skratka, zanimiva izhodišča za diskusijo, kako kdo to razume ob isti reki in kako izvaja in izziv za naprej. Jaz še s predlogi, kako do rešitev ali pa nekih kakovostnih recimo predlogov, to smo danes že slišali, jaz bi poudaril sodelovanje in še enkrat sodelovanje, ampak predvsem med nosilci stroke. Tukaj bi rad poudaril res etiko pa odgovornost. Tukaj se mi zdi, se je veliko zgodil megle v zadnjih letih in je prišlo do neke erozije. Žal.
ali pa bom zelo vesel, če se motam, seveda tudi med državnimi organi, tako isto, in civilno družbo. Za čim bolj učinkovite ureditve oziroma prilagoditve za večjo kakovost življenja ob recimo mednarodnih vodotokih oziroma ob vodotokih. In za diskusijo, kako to sodelovanje izboljšati za učinkovite prilagoditve, ureditve na podnebne spremembe, ker je globalna zadeva, ampak nam nič ne pomaga, rešitve so lahko samo lokalne. Hvala lepa.